A veš, da sem si rekel, da ko zares okrevam, se pravi, recimo, ne vem, maja, ko bom tudi vse fizioterapije dal čez, da hočem iti spet z nekom, z gimnastičarjem delati salto nazaj, zato da premagam to, ker ni težava v salti, ni bila težava v salti, težava je bila v moji ihtavosti, nepripravljenosti v trenutku. Jaz sem to delal 20 minut pred predstavo, tega res ne delaš v nepravih pogojih, tako da je stvar, ki jo moram popraviti, predvsem moj mindset. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Hej Nik. Živijo. Zelo sem vesela, da si se mi danes končno po prelaganju pridružil ob tejle skodelici kave, no na tvojem primeru ob skodelici čaja. Zakaj nisi nazadnje prišel? Ja, da ne bo zdaj izgledalo, da jaz vse prelagam, vse obveznosti. Ja, nazadnje, ko sva bila dogovorjena, sem ležal v bolniški postelji. In meni pisal mail. Ja, to se mi je zdelo pa res fair, da če sva zmenjena, da rečem, sorry, ne bo mene. Tako je, lepo. Ja, imel sem, še kar imam, počeno vretence in pretres možganov, ki pa je zdaj že čisto v redu. Tako da sem tudi jaz vesel, da sva se končno lovila. Ja, kaj se je zgodilo? Ja, kako ne rečem, moja neumnost je bila, no. Jaz imam eno novo predstavo, Zdrava pamet, ironično, je tako naslovljena in v tej predstavi imam ene ogromne penaste kvadre kot scenografijo in zdaj sem odigral 3 ponovitve. V predstavi je bila tudi ena salta nazaj, katero sem prvi 2 ponovitvi spuščal, na vajah sem jo pa ves čas delal in potem sem se odločil na 3. ponovitvi v Kamniku, veš kaj, zdaj bom pa dodal to salto nazaj noter, ampak ker je bilo prvič, sem si rekel, 3-krat jo bom naredil in če jo 3-krat naredim suvereno, bo v predstavi. Okay. In 2-krat sem jo naredil, 3-tič pa ne. In po nekem čudnem zapletu, ne vem sploh, kaj se je točno zgodilo, sem pristal prav na hrbet, na trda tla in na glavo in to je bila posledica. Ojoj, ja. Ne zveni preveč dobro. Ni, je pa dobra šola, no, pač na napakah se učimo in jaz imam srečo, da je ta bila takšna, da kot kaže, bo vse relativno ok, tudi s hrbtom in z glavo, tako da sem hvaležen za to izkušnjo, je pa ne priporočam gledalcem in poslušalkam. A misliš, da boš še kdaj poizkusil narediti to salto? A veš, da sem si rekel, da ko zares okrevam, se pravi, recimo, ne vem, maja, ko bom tudi vse fizioterapije dal čez, da hočem iti spet z nekom, z gimnastičarjem delati salto nazaj, zato da premagam to, ker ni težava v salti, ni bila težava v salti, težava je bila v moji ihtavosti, nepripravljenosti v trenutku. Jaz sem to delal 20 minut pred predstavo, tega res ne delaš v nepravih pogojih, tako da je stvar, ki jo moram popraviti, predvsem moj mindset. Salta je super in ne bi rad, da kdaj to pusti posledice na meni ali pa na moji okolici. Veš, rekel sem si, kaj pa če bom pol nekoč starš, ko bo otrok imel telovadbo in bom jaz doma bil, da ne boš si kaj naredil. Nočem biti ta človek. No. Tako da salta definitivno še pride. Zdaj si me spomnil na to, ker velikokrat rečejo, da tudi če imaš neko nesrečo z avtom, da se moraš takoj usediti v avto, da te ni potem strah, tako si ti rekel. Ne? Ja, definitivno. Jaz imam tudi to srečo, da sem iz gimnazije ali pa iz okolja, kjer je bila gimnastika zelo cenjena in to se mi zdi noro dobro. In tudi pri gimnastiki se tega naučiš. Če se nekaj zgodi, nekaj nisi dobro naredil, če je vse ok, ponovi vajo. Ne? Ravno zato, da telo in tvoj um ne dobita podatka, to je res frka. Ne? Res je, ja, se strinjamo. Ja. Ampak potem si pa šel na oder in odvodil to predstavo. To je še večja neumnost, mogoče, kot sam ta padec. Ampak v trenutku pred predstavo nisem preveč razsoden, sem tudi zdaj ugotovil. Ne? Takrat so organizatorji in poklicali reševalce in preverili so me in jaz sem jih nekako uspel prepričati, da je z mano vse v redu, ker sem bil po mojem pod tok adrenalina, da nisem vedel zares, kaj se dogaja. Ne? Šele pol po predstavi sem in zaradi pretresa bruhov pa začutil bolečine v hrbtu in pa sem videl, tole ni v redu. Ne? Ampak ja, odločil sem se pa, da bom odigral predstavo zaradi tega, ker sem enostavno bil tako natemperan pa v tem pričakovanju in če zdaj pogledam nazaj, si tega ne bi še enkrat dovolil. Ne? Veliko bolj pametno bi bilo, da bi rekel, daj, odpovejmo, prestavimo to, preveri, kaj se je zgodilo. Zdaj vem. Ja, kot si že prej rekel, res si se veliko naučil. Ja, je pa spet
posebna izkušnja igrati komedijo o možganih s pretresom možganov. To se mi tudi še ni zgodilo. In prvič v življenju se mi je dogajalo, da sem kar ostal, mislim, grozno, smešno grozno, da sem kar ostal brez besedila, naprimer sredi igranja, sem kar videl, kaj je že zdaj, kako. Pa če se mi kadarkoli to zgodi, se že speljem, pa znajdem. Tukaj pa se nisem. In to je bilo kar... Si se ustrašil? Veš, v tistem trenutku ne, ker je predstava nekaj tako močnega, da me pač pelje. Ampak predvsem sem se pa potem naslednji dan, ko sem ležal v postelji in tako razmišljal, pa ne vem, ko me je glava bolela, pa ko sem videl, da so se mi dogajale ene stvari, ki jih načeloma ne želim, sem prvič pomislil, ojoj, kaj pa, če se res nekaj trajnega zgodi z mojo glavo, in to mi je kar res se zajedlo v misli. Čeprav potem, recimo zdaj 3 tedne, 4 tedne potem, sem pa videl, da smo ljudje tudi neverjetno prilagodljivi. Naprimer, meni se je takrat, ko sem ležal v postelji, zdelo, ojoj, kaj pa, če zgubim funkcijo nog, naprimer. To ni bila realna možnost, ampak ko ležiš, pa ti misli drvijo kamorkoli, ne? In sem takrat mislil, ok, to bi bil konec zame. Ali pa, kaj, če se mi nekaj zgodi z glavo in ne bom več imel tega, kar jaz čutim zase, da imam neko drugačno radovednost ali pa nekaj tazga. In sem si spet mislil, to bo konec zame. Ampak v resnici ne bi bil, ne? In to je najlepše pri ljudeh. Tudi, naprimer, če bi izgubil funkcijo nog, za nazaj pogledam, sem prepričan, da bi lahko iz tega išlo nekaj zanimivega ali pa nekaj dobrega. In to mi je dalo pa neko novo upanje, ko mogoče prej nisem razmišljal na ta način, seveda pa ne zdaj, da bi zaradi tega počel stvari, ki so tvegane, ampak dalo mi je en drugačen pogled na ljudi, pa tako nasploh na našo osebnost, kar mi je zelo všeč. Ful dobro. Ja. Si pa res imel veliko časa za razmišljati. To pa. Veliko časa in tudi veliko časa, v katerem sem se moral odreči zaslonom. To je bila tudi super izkušnja. Pač res mislim, da bom zdaj potem uvedel en digitalni post v svoje življenje. Yeah. Se pravi, kdor ne ve, po pretresu možganov v bistvu svetujejo za dobro okrevanje, da si v temnem prostoru brez obremenitev takšnih in drugačnih, pa da se izogibaš zaslonom. Ampak vsem zaslonom, ne? Se pravi telefon, računalnik, televizija, vse, tablice, vse stran. Yeah. Jaz sem se počutil, da sem v srednjem veku. No? Tudi zato, ker je moje življenje ful digitalno, pa delo moje je v zadnjem letu postalo zelo osredotočeno na računalnik in na telefon. Vse stvari imam gor tudi, vse zapiske, vse ideje, vse je tam. Ali na tablici, kjer pišem stvari, ali pa na računalniku. In ko sem ostal brez tega, sem mislil, spet, konc sveta je. Pa ni, ne? Noro je, kako glava lahko deluje veliko boljš, če ji daš ta neomejeni prostor. Se pravi, na telefonu pa na računalniku imamo ves čas neke motilce. In to zajeda v zmožnost naše zbranosti. Tukaj, ker sem pa pač ležal v uni posli in nisem več vedel, kaj ne po 4 dneh, sem pa začel tuhtati, pa razmišljati, pa ne vem, preizpraševati svoje odločitve in to je bilo noro dobro. Tako da od zdaj naprej sem prepričan, 10 dni na leto vse na prave stran, najmanj. V eno misliš? Ja, v eno, ja. Zato, ker tudi vidiš, koliko si v resnici na njih navlečen, pa zasvojen od njih. Vsaj jaz sem ugotovil, pač, čeprav si skozi govorim, ja, se jaz delam na telefonu, sej te vsebine pa to itak je zato, ker hočem vzdrževati svoje profile, ki mi pomagajo pri delu, ne vem, skozi si dajem neka opravičila, pa sem videl, daj vseeno mej to, ne bo, ne vem, pa 2 ali pa 3 ure na dan in to je to, ker jaz sem drugače bil predtem na telefonu več kot to, ne? In noro je videti, kako misli delujejo drugače. In to bi rad obdržal 100%. Kaj si pa najbolj in kaj najmanj pogrešal od svojih zaslonov? A veš, najprej sem mislil, da najbolj pogrešam družabna omrežja, pa se je izkazalo, da sploh ni tako. Pač to je res močen moment zasvojenosti. No? Ja. Tako je. Ne priznamo si, ne? Ampak v bistvu je tako. Ne? In to sem zdaj videl pri sebi. To sem najprej mislil, da pogrešam, ampak potem sem pa videl, da najbolj pogrešam v bistvu
način funkcioniranja, ki sem ga imel, zapisovanje na iPad in brainstormanje na enem. Jaz imam ta program, ki se mu reče, zdaj pa ne vem, Infinity Paper, kjer lahko ti delaš zapiske v neskončni ravnini. Se pravi, ni tako kot papir, ampak to lahko vejaš v nedogled in lahko pomanjšaš, povečaš, kolikor hočeš. In to je meni bilo eno dobro orodje mišljenja, ki sem ga zdaj izgubil. Tako da sem pol naročil Leni, lahko greš prosim v papirnico in mi prineseš ful zvezko in papirja. In sem šel nazaj na to in mi je bilo noro dobro. Potem sem pa videl, da še bolj pogrešam vodiče na internetu. Vodiče? Meni, ki je dolg čas, ki mi je res dolg čas, se ful rad kaj učim. Recimo, in zdaj sem se začel učiti sestavljati Rubikovo kocko na slepo, pa klavir, in sem hotel na YouTube pogledati, kako bi to lahko naredil. Pa nisem mogel. Ampak spet, pol sem se zaradi tega vpisal na ure klavirja, kar je bilo noro. Rubikovo sem pa pač odložil do zdaj, ko lahko gledamo zaslone. Tako, to so bile stvari, ki sem jih najbolj pogrešal. Najmanj pa maile. To je tudi ena stvar, ki sem jo spremenil. Zbrisal sem maile z telefona, aplikacijo za maile. Se pravi, skozi prej sem imel na telefonu in sem mislil, ok, to je res nekaj, kar rabim. Ni res. Stran sem dal to iz telefona, če sem na računalniku z veseljem gledam maile, odgovarjam na njih, če nisem, pa si ne bom dal te možnosti. Ker tudi, če imam aplikacijo na telefonu, konkretno za Gmail, pa si rečem, sej bom jaz imel dovolj volje, da se bom obranil temu, ne bom. Ne? Tako da maile sem zdaj kar dal na računalnik in to je to. Ja, ko so na telefonu, vseeno vidiš, ko skoči eden, pa drug, pa si že tak, to je, pa bom to pogledal, vse se ne bom preveč obremenjeval, sam se vseeno si z mislimi potem pri tem mailu in kaj moraš narediti, kaj odpišeš. Obvestila sem sicer imel izklopljena, imam izklopljena za vse, za državno mreže, za maile, ampak ne hote pač pogledaš in točno to vidiš tiste maile in si tako, to pa to. In te že vrže stran od tega, kar si počel ali pa okrog česa si razmišljal. In to je škoda. Mislim, da prehajamo v čase, ko je tako delo če dalje bolj cenjeno, se pravi zmožnost, da se ti zbereš in razmišljaš ali pa ustvarjalno razmišljaš. In morali bomo začeti braniti ta svoj čas, se mi zdi. Se strinjam. Mogoče tudi začeti malo bolj razmišljati o tej problematiki. Ja. Pa si prizna določeno težavo. Ja. Ali pa celo vplivati na proizvajalce aplikacij tehnologij, da nam začnejo ponujati drugačne možnosti. Vse to se že dogaja in upam, da se bo če dalje bolj. Upajmo, ja. Bi te pa rada še na hitro predstavila za tiste, ki morda te ne poznajo tako dobro, ker sva že kar globoko zavredla v tale pogovor. Verjetno te mnogi poznajo kot nekdanjega voditelja Malih sivih celic, potem si pa tudi youtuber, kot si že omenil, da veliko časa preživiš, ustvarjaš videe, potem tudi voditelj, moderator različnih stvari. Zdaj jaz, ko sem te malo pogooglala, bi rekla, da je težko zajeti vse stvari, ki jih ti počneš, od tega, da še vodiš delavnice pomnjenja in potem imaš kup enih nazivov, od naziva državnega prvaka v pomnjenju, rekorder v citiranju decimalk števila pi, znal si jih 3141. Ja. Imam pravi podatek. Pa še potapljač na dih in pa še ukvarjaš se z Rubikovo kocko. Ja. Medtem, ko se potapljaš. Tudi. Ja. V bistvu sem podiral en rekord v tem, koliko Rubikovih kock sestavim pod vodo z enim vdihom. In takrat sem sestavil 10. Ampak to so bolj vse moje zanimanja, ki pa kar naenkrat prerastajo in mogoče sem v taki poziciji, da lahko iz njih dejansko delam tudi neke zgodbe. Ne? In pol se me primejo, se me držijo. Ampak Rubikovo sem se pa naučil sestavljati naprimer ravno zaradi ene vloge v gledališču. Takrat je moj lik, pisali v scenariju, sestavljal Rubikovo kocko in jaz sem bil poleti na morju in sem mislil, to je pa super, to se pa lahko naučim. Ne? In od takrat naprej sem pač rado zasvojen s tem. Tako kot s številom pi, ta ljubezen je pa izhajala iz tehnik pomnjenja, se pravi iz tega, kako si lahko nekaj bolj zapomnimo. Ampak jaz mislim, da je vse to povezano v resnici z eno strastjo do domišljije, ustvarjalnosti, pa tako enega pravega učenja. No, jaz se res rad učim nove stvari. Kot si že prej omenil, zdaj še klavir, pa ti razni videi na YouTubeu. Wow. Ali veščine, ali pa tako znanja, ne vem, karkoli. Se mi zdi, da je radovednost nekaj ful pomembnega in da
je škoda, če to ugasne ali pa če pustimo, da to pri nas zgine. Ker velikokrat se zgodi to, da zaradi takih ali drugačnih razlogov pač zanemarimo to svojo svečko noter. Če jo pa damo vetra ali pa če pa damo goriva, ne vetra, pa lahko rata lep kamin. Ampak a si potem postaviš nekakšne meje, do kakšnega znanja želiš priti ali pa kaj želiš doseči, glede na to, da imaš toliko nekih področji, ki te zanimajo, ali pa recimo zdaj klavir. Kakšna so tvoja pričakovanja? Zdaj, kaj bi rad dosegel oziroma si naučil? Veš kaj, ravno v tem upam, da bom naredil en YouTube video, zato ker zanimivo mi je, da prijateljem, ki povem, ali pa tako še kom starejšem tudi, pa rečem, zdaj se učim klavir. A res, kaj, kako? Kaj da bi bilo to nekaj grozno zahtevnega ali pa strašnega. Pa je tukaj strašno samo to, da sem star 30 let, pa da sem spet v situaciji, ki nimam pojma. In to se mi zdi ful dobro. Moj cilj tukaj pri klavirju je pa razvijati malo svojo muzikalnost, ker jaz nisem tako glasbeni človek, nimam tudi toliko izrazitega posluha, me pa glasba fascinira, ker so samo vzorci pa sistemi in to je meni vedno zelo zanimivo. Tako da rad bi kdaj znal kaj zaigrati na klavir, vem, da mi bo to koristilo še na 3000 drugih področjih. Ja. Edini cilj, ki ga imam zaenkrat, je pa, da vsak dan vadim. In to se mi je zdelo, to bo dovolj za recimo 1. mesec. Pa bom pa videl, mogoče mi bo čist brez veze, če bom en mesec res vsak dan vadil, pa se bom že počutil v redu, če rečem, ok, klavir očitno res ni zame. Ampak mislim, da če bom res vadil 30 dni, da bom prišel do točke, ko bom pa videl, tukaj pa je nekaj zanimivega noter. In pol ne vem, mogoče teži v Leni, da igrava 4-ročno doma, ali pa ne vem, karkoli. Mislim, da je glasba vedno dobrodošla stvar v življenju. A imaš kakšno pesem, ko si jo želiš naučiti? Želim si jih naučiti milijon. Ker sem prišel na 1. uro, je moja učiteljica. Jaz sem mislil, da bom prišel tja na 1. uro in pa prišel domov in že igral Star Wars, pa ne vem kaj vse. No pač najprej sem igral lestvice, pa ne vem, Kuža pazi, pa tako. No ampak zdaj pa počasi po eni pesmarci napredujem. Zelo rad imam kak blues ali pa jazz ali pa kaj tazga, tako da me zanimajo kakšne take preprosti komadi. Moj cilj je pa od Hugh'a Laurieja komad Changes. To je ta igralec, ki je igral Housea, ki je drugače tudi carski pevec. No, tisti komad je pa verjetno stvar naslednjih let, ne mesecev. Ja. Sicer jaz imam eno zgodbo, ker sem tudi sama v orkestru, pa igram klarinet. In imamo novejšega člana, ni se glih nov, ni pa tudi za neki zelo dolgo že pri nas. In je že v penziji in se je naučil igrati tubo. In obvlada. Noro. Ker on si je rekel, ko pridem v penzijo, bom jaz imel čas. In je pridno vadil, ne vem koliko časa skupaj, in zdaj igra v orkestru, eden naših najpomembnejših članov. A pa je glasbenik že odprej? To pa ne vem. No, kakorkoli, tuba, v vsakem primeru. Pihala so itak spet en čist drugačen svet, ne? Ja. Klarinet, noro. A veš, da bi pa bila dobra tudi v potapljanju na dah najbrž? Res? Ja, ker si ful vajna prvič in delati s pljuči, pa imaš ziher pljučno kapaciteto v redu razvito. Verjetno res, ja. Priporočam. Bom preizkusila, ja. Ja, to je... Meni se zdi, da iz vsake stvari, ki se je lotimo, če se je lotimo zares, lahko odnesemo nešteto takih drobnih stvari, ki nam pridejo prav pol tudi v poklicu ali pa nekje drugje ali pa povsod. Zato pač ja, jaz res upam, da me ta strast ne bo minila ali pa mogoče bo rasla z mano, postala drugačna, ampak vem pa, da bom vedno gojil to veselje do spoznavanja novih stvari. Pa to se mi zdi super. Ja. Pa tudi to moramo zdaj poudariti, da nikoli ni prepozno, ne? Točno to. Ker res veliko ljudi poudarja, ko si mlad, moraš začeti z glasbo, s športom, ampak tudi pol gre. A veš, jaz sem zelo alergičen, to mi dvigne kocine. Če imam, na primer, nek javni pogovor, pa da je več ljudi, recimo kakšne knjižnice ali pa kaj tazga, pa govorim tudi o spominu in tako, o teh tehnikah pomnjenja, in pol recimo nek gospod ali pa gospa rečejo, to bi pa moj otrok moral slišati. Tako, ja, ampak tudi
ti bi bilo super, če to slišiš. In največkrat je to, da se starš ali pa odrasel človek nečesa loti tisto, kar je najbolj dragoceno. Kot otrok si ves čas v okoljih, kjer te na tak ali drugačen način, ne bom rekel silijo, ampak ti pomagajo k temu, da spoznavaš nove reči. Kot odrasel pa se moraš tega lotiti sam. In miselne stvari, miselne sposobnosti, miselne veščine so prav tako ena zelo pomembnih stvari, ki pa začne tako starejši, ki si kar mal zamerati. No? Ja, se strinjam, ja. Pa peva še na tej točki malo na tvojo najnovejšo predstavo, Zdrava pamet. Ti veliko vključuješ gledalce, a ne? Ja. V Zdravi pameti konkretno mi gledalci pomagajo v enem delu, kjer govorim poštne številke Slovenije na pamet in pol z njimi tam nekaj malega improviziramo, pa dodajamo ene stvari. Sicer pa imam veliko izkušenj tudi z nastopanjem na ulici. Tega marsikdo ne ve, ampak jaz sem kar nekaj časa, 2-3 leta nastopil na ulici. Celo z enim prijateljem z dobrim prijateljem sva šla štopat do Varšave in nastopat po ulici 14 dni, brez denarja. In takrat sem se naučil, koliko pomembno je, da vključujemo to, kar je v tistem trenutku v prostoru na oder ali pa v predstavo. In jaz vedno rad med svojo predstavo, če se kaj takega zgodi, to vključim, ker se mi zdi, da doda nekaj temu dogodku. Ja, no? itak, da je zaradi tega nekako bolj zanimiv. Pa tudi ti pokažeš neko sposobnost več, ne zdaj tisto, kar imaš pripravljeno, ampak da znaš reagirati v neki novi situaciji. Tako je. To pomeni, da si takrat res tam. Ja. Ker lahko bi pa se posnel pa to predvajal, pa bi bila stvar, ali pa bi to naredil robot, tega nočemo, ne? Hkrati pa seveda hočemo, da predstava ohranja isto, da je isto dobra vsakeč in to je vedno izzivno. Jaz, če se le da, vključim vse, kar se zgodi ali pa se odzovem na to. Se zdi to prav. Sploh v predstavi o možganih. Naši možgani so aparat, organ, ki je res neverjeten v tem, kako vse se lahko odzove ali pa kako reaktiven je. In zaradi tega se tudi velikokrat zgodi, da se nam kaj zalomi, da nam skoči ena misel drugam, da hočemo recimo, ne vem, dati žlico v predal za pribor, pa jo vržemo v koš, ali pa ne, neke take stvari. Ampak samo zato, ker možgani delajo 3001 stvar naenkrat in nam delajo tudi preglavce. A te lahko še preizkusim z eno poštno številko? Ja, ampak moram te opozoriti, poštne številke, to je dino malo scary. Poštne številke sem pa od unga pretresa zelo pozabil. Tako da silvestrsko predstavo imam prvo in ravno te poštne številke so tako moje okrevanje za glavo. To se mi zdi tako taka fizioterapija za možgane, tako se jim zdaj naučil še enkrat. Tako da povej mi jo, pa če bom vedel, bom povedal, če ne ti bom pa povedal, kako si jo bom zapomnil. Povzela. A začne se na 3-2? Ne? Na 3. Ne, nimam pojma, povej. 3-3-1-3. 3-3-1-3, ok, super. To je super številka. To bo moja mama, ki razstavlja igrače. Tako si zapomnim števila. No? In pol pač zdaj moram to dati v ta svoj sistem, ki je že pripravljen za poštne številke, ki so že bile tam. Povzela je pa moja asociacija, so pa najlonke. Tako da, ok, super. Zdaj vem, 3-3-1-3. Hvala. In kako ima tvoja mami s tem povezavo? To je pa zdaj zapletena zgodba, ampak v osnovi pri spominu je tako, da vsako stvar, ki si jo hočeš zapomniti s takimi tehnikami, moraš pretvoriti v nekaj konkretnega. In 33 meni nič ne pomeni. Lahko bi rekel, ne vem, Kristusova leta, ampak spet bi iskal neko konkretno oprijemljivo asociacijo. Jaz imam pa en sistem, ki mi vsa števila pretvori v osebe, pa akcije, pa predmete. To je en naprednejši sistem. Lahko bi pa rekla, ne vem, da je 2 vedno labod, da je 8 vedno snežak, da je recimo 3 vedno galep ali pa so brki. To je najbolj osnoven sistem za števila. Takega vam jaz je pa malo bolj zapleten in mi vedno iz števil daje ene čudne podobe. Tako sem si tudi ta pis zapomnil. Zanimivo. Ful. Pa ko smo že ravno pri tej tematiki, mogoče bo to prišlo prav tudi vsem najnim poslušalcem, kako si pa zapomniti imena, ko se ti nekdo predstavi, pa se tudi meni zelo velikrat zgodi, da potem v trenutku pozabim. A veš,
to je super, zato ker imena so nekaj, kar je načeloma zelo preprosto, ampak ko pa moraš to ohraniti v glavi, je pa rata, ne vem, kada je hoja na Triglav vzvratno. Pri imenih je zelo pomembna najprej pozornost. Če se zelo velikrat, ko se nam človek predstavi, sploh nismo pozorni na njegovo ime, in kar meni pomaga je, da je to zame neka igra, ali pa jaz res rad se preizkušam v zapolnjevanju imen. Ko se mi nekdo predstavi, že kako mu bo ime, in lovim to ime, da si ga bom zapomnil. Okay. Že če sam to narediš, boš naredil 60% za to, da si boš to zapomnil. Potem pa naslednji možen korak, ki ga lahko narediš, je, da to ime spet z neko asociacijo pretvoriš v nekaj konkretnega. Recimo živa, bi jaz vedno pretvoril v nekaj, kar je zelo živahno. In to je zdaj moja asociacija. Jaz bi si recimo predstavljal nekoga, ki ima lase gor od statične elektrike, pa ki je ful euforičen. To bi bila moja asociacija. Že zdaj, ko sem to naredil, vem, da mi bo ta živa zihar ostala v spominu. Če smo pa zdaj tako čist tehnični, če pa hočeš res to zacementirati, recimo jaz, ki imam kdaj kakšne skupine, ki je 20-30 ljudi, pa se predstavijo, pa jih moram pol osvojiti. Potem pa to asociacijo prav nalepiš v svoji domišljiji na človeka pred tabo. Se pravi, si zdaj tvoje lase predstavljal, kako šibajo in kako si čist euforična. To bo moja neka mala zabava, hkrati pa bo ta stvar poskrbela, da bo to ime ostalo v spominu. Zdaj pa, če nekdo to posluša in si misli, ti zdaj vse to delo za to, da si boš nekaj zapomnil. Ja, ampak to je stvar tehnike, spretnosti. To narediš v 2 sekundah načeloma, ne? Zdaj, ko pa mi da govoriva, pa jaz 5 minut razbijam to ime, ampak spomin je zelo podoben recimo košarki ali pa fitnessu ali pa kakršnikoli veščini. Če se začnemo z njim ukvarjati, ga noro izboljšamo. Zdaj razmišljam, koliko si učiteljice zapomnejo imena. Ja. Čeprav vse moja mama je učiteljica, ampak ne vem, če sem jo kdaj točno vprašala, kako, ampak se mi zdi, da si kar zapomni. Ja, tudi njen poklic zahteva to in pol razvije tudi neke svoje, lahko tudi nezavedne tehnike. Ne? Velikrat se pa recimo zgodi pri takšnih stvareh, da si učitelji pomagajo tudi s klopmi pa s prostorom, pa se pa recimo učenci presedajo in si kar naenkrat pečen naslednji teden, ali pa kaj tasga. Zato je zelo fino stvari povezovati na pojavnost osebe, ker računaš, da se ne bo toliko veliko spremenila, toliko hitro spremenila. Ne? V bistvu zdaj razmišljam, da se moramo vedno tudi predstaviti, torej kako te ime, s kaj prihajaš, kaj počneš in verjetno ali pa mogoče si dela tudi nekaj asociacije. Tako, definitivno. V bistvu, če človeka res poslušaš, si boš ful stvari zapomnil. Težava je ponovno v tem, da recimo snemalec, ki nam je nastavil kamere, se mi je predstavil, pol pa jaz sem bil osredotočen preveč na to, kako bo vse to šlo. Zato sem ga pol še enkrat takoj vprašal, če sem si prav zapomnil. Če tega ne bi naredil, bi zdaj recimo bo končala prišel spet noter in bom pozabil ime in pol ne bom več vprašati, ker bo že preveč časa minilo in pol bom pač vedno tipal na ta nek a mi lahko daš tisto, pa bojo tam 3, pa bo rekel, kdo ti. Fulkrat je veliko boljš, da res. In spet, če je to igra za nas, če si rečem, dej, zapomnil si bom vsaj imena ljudi, ki jih danes poznam, pol nam bo to šlo, 100%. Tako občutek, da smo na izboljšajte svoj spomin podcastu. No, pa sej, to so dragocene stvari, fino je o tem govoriti. In po mojem bojo tudi poslušalci veseli, no? Ker se mi zdi, da ta imen je pa res neka taka vsakdanja stvar, ko se lahko z njo soočimo. Ja, res je. Sploh v nekih takih stikih, ki so pomembni, ker vse posod, kamor prideš, je zelo vljudno in pričakovano, da pa veš, koga boš naslavljal. Tako, to tudi izkazuje neke vrste, kot da priznam tvoj obstoj, ali pa neke vrste spoštovanje osebi zraven, ki si jo spoznal, ker sem zadržal tvoje ime. Zdaj, meni je to tudi na nek način vrednota, se mi zdi lepo. Meni zdi lepo, da si stvari zapomniš. Meni zdi lepo tudi, da si zapomniš, kaj se pogovarjaš z nekom. Ali pa, da, ne vem, da če se pogovarjaš včeraj s prijateljem, pa te bo čez 2 dni klical, da boš pač vedel, kaj je bilo. Mislim, kje sta? Kaj sta se nazadnje pogovarjala? Ja. To se mi zdi neka osnovna stvar. Se strinjam, Tako da, rad delam na tem v vsakem možnem trenutku. Tudi recimo telefonske številke. Jaz telefonske številke ljudi, ki jih redno imam v kontaktih,
nimam shranjene v imenik. Shranjujem pa številke, naprimer, ljudi, ki se srečamo enkrat, pa pol, ne vem, če jih bom še kdaj niti rabil, ali pa mogoče me bo kdaj klical. Ne? Pa še zdaj sem začel razmišljati, kaj če bi kar res vse zbrisal iz imenika. Sam ne vem, nisem še pripravljen, da bi toliko številk vedel na pamet. To je kar nevarno. Ampak veš, včasih je pa to bilo, mislim, ali pa naši starši, recimo moj oče, mislim, da je nezavedno zelo velikokrat kriv za to, da so meni toliko zanimive številke. To sem šele zadnjič dojel. Ker sem ga klical, pa on pa recimo nima imenika, danes tudi zato, ker ne vem, če sploh zna vnašati imenik, pa se noče naučiti, ker je trmasta. A veš, nekaj sem ga klical za številko enega znanca in sem rekel, a mi lahko pošlješ to številko, prosim? In on rekel, a ti jo lahko kar povem. Zdaj le vozim, a mi lahko pošlješ, ja, nimam jo v imeniku in mi jo je povedal in sem si jo moral zapomniti. Ne? Se pravi, ni mi dal druge izbire, kot da si zapomnjujem cifre. In to se mi je zdelo, to sem prvič dojel zdaj po teh 30 letih. Zato so meni cifre toliko zanimive mogoče. Ne? Ja. Tako da ni nič narobe s tem, da kdaj za nalašč ne uporabljamo nekih pomagal. Seveda pa danes živimo v svetu, kjer pa bi bilo noro, če recimo za delo z znanjem, z vsem ne bi uporabljali zapiskov, tehnologije, vsega. Ne? Treba je najti nek zdrav balans, po mojem. Pa ti še vseeno kdaj pozabljaš? Mislim, da sem to zasledila v enem intervjuju. Školiko jaz toliko pozabljam, da... Ampak to je del tega. V resnici je super moč našega spomina to, da pozabljamo. No? Če bi imel možnost, da dve stvari izberem, ali to, da pozabim skoraj vse, ali pa da si skoraj vse zapomnim, bi verjetno raje izbral to, da si skoraj vse pozabim. Ker to, da pozabljamo, nam omogoča, da živimo normalno življenje, da zdaj govorim čisto v nekem tem bazičnem smislu. Jaz pa pozabljam, ne vem, smeti odzuni pred vrati, pol pozabljam pralni stroj sprožiti, ga ugasniti, pol pozabim luči, pozabim zaklent, ne vem, kje imam telefon. To se mi pa dnevno dogaja, zato ker imam, ne vem, po mojem premalo pozornosti posvečam tem stvarem, ker se mi zdijo tako samoumevne in pol uidejo. Ne? Čeprav se spomnim, da si enkrat dejal v enem intervjuju, da je pozabljivost bolj pomembna za spomin, kot pa da si zapomnil. To sem si še zapisala. Torej, glih iz tega, kaj? Ja, tudi kapacitete našega spomina, mislim, naše misli morajo selekcionirati to, kaj bodo obdržale. In danes, ko smo v času, kjer je sodoben človek soočen z nepredstavljivo več informacijami, kot recimo pred 100 leti, morajo naši možgani, naše misli metati stvari stran, dobesedno. Ne? In včasih od sebe, večinoma od sebe zahtevamo preveč. Zato jaz, kot nekdo, ki ga zanima spomin, kdaj sem pač tako, to me res ne bom si ne zanima me. Sploh mi ne rabva niti, deva ustaviti to. Mislim, ne bom si zapomnil tega. Zato, ker raje hranim to za stvari, ki so mi dragocene. Ne? In ta zmožnost, da nekaj damo stran, je ful pomembna za to, da lahko druge stvari nosimo v spominu. Pa tudi, da lahko normalno funkcioniramo. No? Obstajajo primeri ljudi, ki imajo popoln, reče se, avtobiografski spomin, se pravi, vejo, kaj se je zgodilo vsak dan njihovega življenja, in to je kar naporno. Ja. Vejo vse, mislim, spomnijo se, kdaj je deževalo, kdaj so padli na ledu in pol ne grejo ven na led, kdaj so se skregali s svojimi bližnjimi, kaj vse so se skregali z njimi, pa nočemo tega. Ne, veliko informacij, včasih je morda bolje, da kakšno stvar pozabimo. Ja. Nič ni narobe s tem, še več, prav je. In to je tudi ena izmed prvih stvari v spominu, ki jo res treba vedeti. V šolah imamo mogoče napačen občutek, da je stvar spomina samo to, da si lahko nekaj zapomniš, da boš pol na testu to dokazal. To je najmanj zanimiva stvar našega spomina. Naš spomin je v bistvu neverjetno orodje, s katerim lahko mi predvidevamo prihodnost, ker ima en kup izkušenj, iz katerih pol črpa in dela razna predvidevanja, kaj se bo zgodilo. To je noro pomembna stvar in ločuje nas od okolice, ker vem, kdo sem jaz, imam nek svoj bazen, neko svojo, nek zapis mogoče oseb in je tudi neverjetno povezan z identiteto. In ti dve stvari skupaj tvorita, po mojem, to, kar je človeško in tudi zmožnost ustvarjalnega mišljenja. In
tukaj je naš spomin najboljša stvar na svetu. Ne zato sam, da si pač zapomniš stvari. Tako da, dajmo mu duška, pač treba je dati kdaj tudi spominu možnost, da kaj rukne na robe ali pa tako. Iz tam se ponovadi zgodijo zabavne stvari. Vedno. Kje si pa nabiral vsa ta znanja v možganih? To pa je zdaj mogoče še druga, ta starševska plat. Moja mama je pa knjižničarka in ona mi je vedno rekla, karkoli te zanima, je najbrž že nekje v neki knjigi, sam najti jo moraš. Ne? In jaz se tega kar držim in zelo rad berem, tako da ponavadi vse stvari, recimo, ki so me zanimale v možganih, sem na tak ali drugačen način poiskal ravno v knjigah. V srednji šoli je bilo to recimo tudi na e-knjigah, ker sem bil en prvih, ki je v knjižnici v Krškem ilegalno dol vlekel e-knjige v spominu, ker še ni bilo niti vsem čist jasno, kaj to je, niti mene. Danes pa v bistvu berem e-knjige, poslušam audio knjige, berem papirnate, kar se le da. In res lahko najdemo, teorije o možganih se toliko spreminjajo, da to, kar je včasih bilo nekaj razširjena, recimo to je en mit, teh 10% možganov. Veliko filmov je tudi na to temo. Tako, in to je nasplošno prepričanje, da ljudje uporabljamo 10% možganov. In ko so šli raziskovati, odkot pravzaprav to prehaja, je to bilo kdaj raziskano ali karkoli, nobene sledi ni o kakršnem koli resnem raziskovanju te trditve. V bistvu so odkrili, da jo je prvi, ki jo je zapisal, je bil Dale Carnegie v svoji knjigi Kako pridobiš prijatelje. To je ena zelo znana knjiga. Ampak zihr ne tako, da jim govoriš, da imajo 10% možganov. Ne vem, on je hotel s tem dokazati nekaj drugega, ampak od takrat naprej so je pa pol ta trditev kar prijela in postala del folklore. Danes pa pač znanstveniki vejo, da temu ni tako, ne? Da naši možgani delujejo ves čas po različnih področjih in da je ravno to njihova dobra stran. In tudi, ko spimo, so polno aktivni, samo na drugačne načine, tako da ni tega trenutka, zdaj dela toliko, zdaj dela toliko. Zato tudi recimo porabijo kalorično isto količino, 500 kilokalorij, mimogrede. To je kar dobro vedeti, ker tako bolj veš, da si vsaj nekaj naredil ti zdaj. In to porabijo ne glede na to, ali mi zdaj tuhtamo o teoriji kvantnega polja, ali pa če gledamo neko najljubšo serijo na Netflixu, kjerkoli. Tako da naši možgani ves čas šibajo. In ravno to je ena izmed stvari, ki so včasih krožile, pa še danes krožijo. Ali pa tudi ta leva polovica, desna polovica možganov. To je spet ena relativno stara teorija, za katero danes spet niso več tako zihr, če drži na ta način, kot smo tudi mi bili učeni celo. Leva polovica je bolj logična, desna je bolj ustvarjalnost. Ni nujno. In z dneva v dan se stvari spreminjajo, zato je fino jim slediti. Ali pa enostavno, si kdaj dati možnost, da spoznaš, ali pa da te nekdo prepriča tudi kaj drugega. Da nikoli ne ostanemo zakoličeni nekaj, kar smo nekoč zvedeli. Glede na to, da si poln znanja, pa imaš morda kakšno zanimivo dejstvo, tak res fun fact glede možganov, ti kaj pade na misel? Ja, ko smo govorili o teh 10%, obstaja pa en gospod v Franciji, ki pa dejansko, ki živi normalno življenje, ampak brez 90% svojih možganov. Se pravi, on je šel enkrat na pregled, slikanje glave in so ugotovili, gospod, vi imate dejansko samo 10% možganov. In ne vem kako mu to uspeva, ampak on živi popolnoma normalno življenje. Zgodilo se je to, da ima neko hidrocefalus, se pravi, možganska tekočina mu je stisnila možgane na 10%, naprimer. To je ena stvar. Obstajajo ljudje, ki imajo neke vrste sindrom, kjer jim leva polovica telesa ruši vse, kar počnejo. Se pravi, naprimer, če bi jaz zdaj hotel spiti čaj, mi roka nezavedno to skodelico butne stran. Ali pa če bi hotel se odvaditi kajenja, pa bi kadil, mi roka čik ugasne. Ali pa spravi, ruši jim celo življenje ena polovica telesa. Potem obstaja človek, ki je preživel to, da mu je en kovinski drog šel čez glavo in je nekaj časa živel z luknjo v glavi. Se pravi, čez glavo je imel luknjo in normalno je deloval, pa normalno je funkcioniral. Samo osebnost se mu je malo spremenila, naprimer. Skratka,
vse noro je, da to, kar znanost večinoma ve o možganih ali pa začne raziskovati o njih, zve ravno iz takih primerov. Ko gre nekaj narobe in pol vidijo, kaj se tle dogaja, in odkrijejo neko fascinantno stvar, ki je drugače seveda ne bi mogli, ker ne moreš ljudem luknati glave, ne vem kaj. Ne? In neverjetno je, kako nas vedno znova naše telo ali pa naši možgani presenečajo. In nevroplastičnost je ena od teh lastnosti, ki je navdihujoča, je zmožnost naših možganov, da spreminjajo funkcijo in delovanje glede na potrebe. Zato lahko tudi nekdo, ki mu del možganov odmre ali pa mu jih odrežejo, deluje potem normalno, ker njegovi možgani te funkcije dodelijo drugam. Meni zdi to, to je fascinantno ja. In predvsem vzpodbudo, ker ljudje smo res prilagodljiva bitja in tudi sposobna, če si damo priložnost. Ne? To so bile zdaj kratke anatomske čudnosti v možganih, ki se jih spomnim. Se mogoče spomnim že kakšne. Vidim, da si jih poln. Ja. Ko sva govorila prej o pozabljanju, bil tudi en gospod, ki je ni imel več zmožnosti, da bi karkoli ostalo v njegovem spominu. Se pravi, na neki točki zaradi ene poškodbe, mislim, da ali pa operacije, zdaj pa nisem prepričan, je izgubil zmožnost zapisovanja novih spominov. Ampak tako nič. On je imel dobesedno ta spomin zlate ribice, se pravi, če si mu ti nekaj govorila, je on sicer zdaj še poslušal, ampak ko si vdihnil ali pa kaj požmrknil, je pozabil. In sploh, da obstaja, vse je pozabil. On si je moral delati zapiske, recimo, in on je imel občutek, da se recimo vsakih 20 sekund, da se je ravno kar zbudil. Kar je strašno, ampak nekaj zelo zanimivega, pa mogoče se to poveže še tudi z najnim začetkom ali pa sredino. Ta gospod je bil neverjetno dober pianist in edini moment, da je lahko več kot 4 minute ostal zbran in delal nekaj kontinuiranega, brez da bi vmes pozabil, kje je, če je zaigral svojo najljubšo skladbo na klavir. Kar je tako, kaj se je zdaj tle zgodilo, da človek, ki ne more nič, zato ker izgubil zmožnost sploh obstajanja, igra na klavir. In ko sem bral zapiske o njemu, so rekli, da njegovi svojci, da takrat, ko igra klavir, je v bistvu, se zdi, da se je pojavil on nazaj, ne? Ker igra tako, kot je igra, me zdi to lepo, pa žalostno hkrati. No. Ja, imaš prav. Ampak zdaj pa lahko gremo še nekaj bolj zabavnega, da ne bom vse zamoril. Ne. Ne, vse to je taka prisrčna zgodbica bila. Po eni strani. Res, vse, kar vemo o možganih, vemo iz čudnih zgodbic. Tako je in tako verjetno bo še naprej. Se pa te ves čas dogajajo, ne? Zdaj pa odvisno v kakem obsegu. Ali je to jaz, ki mečem vilce v koš za bioodpadke, ali pa nekdo, ki se mu zgodi kar en dan nekaj nenavadnega in se mu čist spremeni delovanje, recimo misli. Po mojem. Si pa že 2krat omenil svojo ženo Leno. Pa me zanima, a si delita to ljubezen do znanosti, do radovednosti? A ona uživa v takalih zgodbicah, kot jih danes pripoveduješ? Zgodbicah, upam, da ja, ne, vsaj tako pravi, mislim, vsaj tako daje vedeti. Ampak mislim, da so oba v enakem obsegu radovedna, ampak mogoče za različne stvari. No in ravno klavir je ena od teh, ki mislim, da naj bo še malo bolj povezal. Tudi ona ima pa nor posluh in noro dober poje in je zelo muzikalna. Tako da je klavir nekaj, kar zdaj zanima oba. Bi pa rekel, da je ona enako res radovedna ali pa rada raziskuje stvari, ampak spet tiste, ki njo zanimajo. Ne? In to so, mislim, midva sva zdaj skupaj že več kot 10 let in mislim, da je to zveza, ki traja nekaj časa in lahko rečem, da šele zdaj spoznavava, koliko so v enih stvarih pa res različna. Ne? In nič ni narobe s tem, pač super, the best. Imaš nekoga, ki je v enih stvarih drugačen od tebe. Ampak to je spet nek svoj vrsten izziv. Nekatere stvari pa naj jo povezujejo in mislim, da je to najlepši preplet, najboljši možen preplet tudi. No. In kaj vaju povezuje? Tako sem rekel, ta radovednost, mislim, da neka čudna norost ali pa neka veselje do igre, take in drugačne, ne samo gledališke, ampak tako, ne vem, nekaj čudnega.
pa veselje do ustvarjanja, sem prepričan v vseh ozirih. To je nekaj, kar naj zelo, zelo povezuje ljubezen do morja tudi, do drugih kultur, do raziskovanja drugih kultur in tako. Poezije, to mislim, da so glavne stvari. Pa rada igrate tudi družabne igrice. Ja. To si me vprašala ali veš? Vem, sem zasledila eno sliko, ko sta bila na tleh s 2 kozarčkama, pa z družabno igro. Ja, pa Scrabble, Joj, med korono sva, pa še vmes, pol kasneje sva odkrila spet Scrabble. Mava taka obdobja, ko naj nekaj prime tako za znored in pol igrava to, recimo Scrabble, ali pa na morju včasih remi do onemoglosti, ali pa spomin. Imela sva eno obdobje, ko sva prav igrala spomin, ampak tako zares igrala, ne? To ni zdaj tako, da sem malo zafrkala, ampak res tekmujeva v tem. Ali pa ne vem, pol z nečaki igram dobro, pa tako, ampak družabne igre, mava momente, ko naj to prime, pa spet ne. Ali pa tudi igrava s prijatelji, zelo rada, ja. Activity tudi, sem tam ponovno, ona vedno zmaga, pa jaz ne igram več tokrat. A imate pa s prijatelji te družabne večere z igrami? Ja, sicer ne več toliko zelo pogoste, kot smo jih imeli, ampak vse je v redu, pač staramo se, ne moram, mislim, kaj pa vem. Ali pa drugačne stvari nas mogoče zanimajo, ampak ravno zdaj konec decembra, če bo vse po sreči, grem spet na en tak družaben večer. Ja. Super. Se ga veselim. Sva prišla do zaključnega izjivčka, v katerem ti bom jaz postavila začetek povedi, ti pa ga na kratko dokončaj s tistim, čimer ti najhitreje pride na misel. Moja prva služba je bila? Igralec. Čeprav ni bila, v bistvu sem delal kot natakar prek študenta, ampak no, a veš, to je tudi, ne? Ja. Moj najljubši zajtrk? Šmoren. Kaj? Da si pa lušte naredil. Sem mislil, da je to bil nek izraz gnusa. Komu ni všeč šmoren? Šmoren, definitivno. Z Leno najraje? Plavava. Še to mata, lepo. To ne vem, če je res sploh. Rekla si, najhitreje. Zdaj, to si hotla, zdaj pa kar dobiš. Danes večer bom? Gledal serije. Katero imaš rad? Najbrž bova danes gledala Wednesday. To sem slišala, da je dober, pa še nisem uspela pogledati. Nisem čisto odločen. Na začetku se mi je zdelo, da je malo preveč tako naivna, otročja, zdaj nam je pa ful všeč. Tako da gledala bova, dobro mi je, ne bom lagal. In še ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo? Že vem. Dobar, zdaj to sem mogel kar razmisliti. Zdaj sem že pogorel. Ne vem, kaj pravijo. Mogoče, da je norno, to zdi, kaj vsi pravijo. Ali pa to ne. Ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo, to bo najboljš. Tudi to včasih veliko pove. Ja. Hvala, da si se mi danes pridružil. Ja, hvala za vabilo. Lepo sva poklepetala, zelo zanimivo in upam, da bo tudi najine poslušalce tale pogovor zelo fasciniral. Ja, hvala, da ste bili z nama, cel ta podcast in hvala za vabilo, zelo sem užival.